Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 160. epizoda Apparatusa, prva v letu 2018, kar je res dosti noro, glede na to, da sem konec 2012 začel, bolano. Tole je pa pogovor z Špelo Frljic, ki jo poznam še iz Radia Študent in se obada s pripovedovanjem / pravljicami. Bo več sama povedala. Naprej začnemo, tako kot vedno, ful hvala vsem, ki podpirate Apparatus, brez vas tega ne bi več bilo. Tako da res hvala. Če tega še niste naredili, pejte na apparatus.si / podpri. Sicer pa sklepam, da ste opazili, pa tudi če niste. Apparatus ima novo podobo, ne še čisto vsi podcasti, ampak to ste pa tudi omogočili ljudje, ki podpirate. Jaz sem, ko sem naredil prvi Apparatus logo, sem ga praktično naredil sam z pomočjo mojega kolega Maja in niso čisto vedela, kaj delava. S tem reče prvič povedan. Zdaj sem dal pa to narediti ljudem, ki vejo, kaj delajo. To sta pa Teja Ideja, pa Milanka Fabjančič. In sta naredila, kar se meni tiče, res lepo podobo, ki je dosti bolj moderna in zgleda, da pa še v leto 2018 in mogoče ne v leto 97, tako je mogoče prejšnja. Tako da še enkrat res ful hvala vsem, ki ste kadarkoli poklikali apparatus.si / podpri, ker s tem tudi take stvari omogočate, ne samo premo in podobno. Tako da, to je konc introta in zdaj pa Špela. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto, kdo si in kaj počneš? Sem Špela Frljic, počnem pa številne stvari. Vse se pa na en način povezujejo s pravljicami ali pa zgodbami ali pa s pripovedovanjem, recimo tako. Ja. Midva se od kje poznava? Midva se poznava z Reša. Poznava se zato, ker si ti že, ne smo te zvlekli v 2 groša fantazije na pravljiča rešetanja. Ja, se do tega bo prišla, ampak hodil sem sam, zaradi tega, ker zaradi glasu tvojega, ki je meni zelo všeč. Zato moram, ker grem stav, da bo tudi kdo to poslušal, tako jaz pa mogoče vem, kdo je to. Ampak ne vem pa, kakšno je Rešo, se mi zdi pri špikerjih, sem kol nič zares ne ve. Se mi zdi, da so vsi eno te isto, razen dober Tjaša, kar našteje, ampak se mi zdi, da tako, mislim, da tebe pa res smo polonotor, ker so konstantno menjali ljudje. Ker ima oba dve nek ta dizek, a fulka di glas. Ja, v bistvu je. Ti si bila špikerka, ne Reš. Ja, to lahko rečem. No, lahko, ampak moram povedati, da moja glavna motivacija, zakaj sem šla na audicijo, ni bila postati špiker, ne Reš, ampak postati član pravljične redakcije. To moram povedati. Itak so vas samo o tem pogovarjali, ampak se moram vsaj neko ozadno. Pa grem tebe osebno, da te vprašam, zakaj je bila to motivacija in ne postati špiker? Ker človek bi pričakoval, da če greš na audicijo, ne za špikerje, ne Reš, hočeš biti v etru in biti cool, ne? Zakaj pa se tebe bolj pravljice? Veš kaj, sem v bistvu ful sramežljiv človek. Ja, ker je ful dober, če hočeš pripovedati pravljice. Ne, nikoli nisem imela nekega tega impulza, jaz hočem stati na odru, hočem, da me gledajo, hočem, da vsi vidijo, ne vem kaj. Nikoli, res ne, no. Pa sem takrat delala, kaj že, to se fancy sliši, informativnem središču Cankarjevega doma, torej karte sem prodajala in sem takrat sploh zvedela, da obstaja pripovedovski festival, no, ker se je tam dogajalo. In sem šla enkrat poslušati svojo sestro in njej je bilo brez veze, meni je bilo pa, to jaz zdaj moram. In edini način, kako se mi je zdelo, da tam so te Rešovci, oni tam pripovedujejo, torej špikeri, torej prideš tja in če si dober špiker, ti reče, a bi ti povedal pravljico in pa jo poveš. Pot je dolga. Ja, se to, okej. Se mi je zdela edina možna. Ja, ti si vedela, kakšen je dejansko sistem špiker audicije, da 3 ljudje pridejo čez prijav, se jih pa vedno, ne vem, 150, a neč nisi vedela. Nikoli se nisem s tem ukvarjala, to je to zdaj, ne. In potem prijavila sem se na to audicijo in tam so bili te strogi ljudje, ki so danes moji kolegi in sodelavci in prijatelji. Veš, kako je neverjetno, ne? Ja. In še prej sem postala uradno špiker, mi je potem Alenka Veler rekla, a bi ti prišla v redakcijo. A res? Aha, ja. Okay. Tako da potem sem to počela, valjda tudi bila v etru, ampak zanimalo me pač. Ja, po nesreči bila v etru, torej. Mislim, ne po nesreči, ampak zares, kaj se mi je zdelo, da hočem početi, pač bilo to, no. Ja.
Pa Alenka Veler, za ljudi, ki ne veste, ona je v bistvu boter. Ena od dveh botric. Ja, botric v bistvu, vsega skupaj. Okay, ampak zdaj pa greva, napreden greva, pa bo pol prišla do in festivala in verjete vmes in vse živo. Greva res tako, kaj pravzaprav so pravilce? To vem, da je mogoče bazično vprašanje. Ampak, veš, če bi mogla enemu spičati, to se ne spi, to ne maram te besede uporabljati. Ljudje tudi slišijo, jaz se mi zdi, da imajo pravljice, da bom še malo bolj nazaj začel, tam pa vprašam. Ampak tako, veš, kako je bilo včasih, grem stand-up gledati, tako, kaj je stand-up, ne, se mi zdi, da pravljice so malo bolj ljudem bliže, ne, ker vejo, ampak ne vem pa, če se ljudje zavedajo, koliko je to res nastopa, ko to ljudje tam počnejo. To ni eden, ki pride knjigo odpre. Kar je iskren, jaz sem mislil, da je to. Vsi to mislijo. Ja. To je neverjetno. No, si zaradi tega, zato v tem duhu, da sprašujem, kaj pol je sploh pravilca na ta način, ne, ko je enkrat interpretirana, pa ko je event, ne sam otroku berem. Ne. Ja, ne, pripovedovanje je ena performativna umetnost. No, pač nekdo stopi na oder in to, da zdaj dobro pove zgodbo, to pač ni nekaj, kar. To je veščina in je talent in je delo in tako kot katerakoli umetnost ali pa ne vem kaj, performance, ki ga daš recimo na oder. Ampak res je, ta predsodek, to je neverjeten. To skozi se nam je dogajalo nekaj časa, da vsi povezujemo pravljice z branjem in branjem otrokom. Ja. Torej, s tem se srečaš, ko si otrok in potem spet, ko si starš ali nekaj, ko si dedek. Vmes pa pač je ta prazna luknja, ko te to ne tiče, no? Na tak način. In se mi zdi, da je prav za 2 groša fantazije, to je pa zgodovina tega gibanja ali pa neke te scene v Sloveniji, je v eno zavest prinesla prepričanje, da je to lahko nekaj dobrega. Tako, ali pa nekaj drugega, no, recimo, zato, ker so bile ta rešetanja in na Erešu in potem v Gromki in ker so to pripovedovali špikerje Ereša, to je prinesla ena določena interpretacija in eno določeno muziko zraven. Ki je bila pa zelo sodobna ali pa družbeno kritična, pač ni bilo nič tako romantično, nostalgičnega ali pa karkoli. To se pravi, v glavnem meni se zdi, da so na pravljice, da jih vsak gleda skozi eno optiko nostalgije po otroštvu, in da je to nek stereotip, s katerim se še vedno borimo. Da je pa to samo vsebina in je tist, ki znoravna tist določ, kaj to zares je eno. Ja, ampak kako pa vi pol tako interno rečete? Se pravi, to je pol predstava, a je šov, a veš, kaj je, a veš, kako hočem vprašati? Pripovedovalski nastop, tudi predstava, če jo naredimo bolj tako, a veš, zaključeno z jasno postavitvijo, jasnim izborom, ki se ne spreminja, odvisno, zagotovo pa ne branje. Ne se to, ampak zato to vprašam, veš, ker sem se pogovarjal pa stand-uperi, so pa tako rekli, da lažje prodaš neki event, ne, če rečeš, da je predstava v Sloveniji. To je res. Tudi zdaj, ko je stand-up legitimen, ne. A veš, tako, raj rečejo, da imajo predstavo ali pa komedijo, monokomedijo, recimo, da to ljudje, da to je kao sprejemljivo pol, ne, na sredini Gaussa, očitno v Sloveniji. Ne. Ja, vidiš, to takoj moraš paziti, ne, ampak to je ta drugi vidik, kako privleči ljudi zdaj, da plačajo karto, da prijo gledati. Ja, ne vem, kaj si pa ti mislil, res, kaj si pa mislil, nisi, ne, ti si mislil, da je to ful dobro, ker si prišel na rešetanje v Gromko in si rekel, vsi se režijo. Jaz sem to videl, potem pa sem dejansko takrat, mislim, da meni tudi Alenka Veler poslala neko pravljico, ki jo imam še zdaj v tisti omari, tam le 1,5 metra stran od tebe, sem jo laminiral. Ta prvi list, to ni joke. Dejansko laminiral sem ta prvi list, ta prve pravljice, ki sem jo govoril, ki je čist prepognen, ker sem valjda prešvican od mojih rok, ampak ga dejansko laminiral. To je tista, kjer si oponašal drevo. Ne, tista je naslednja, ta je ena druga, sploh ne bomo šli, ni pust drevesa, v glavnem. No, le, pa zdaj tebe sprašujem, ker si pač ti tukaj, ne, da navašla preveč tok na splošno, ker si rekla, da pač si šla na RS sam zaradi tega, a ne. Ampak si ti vedela, kaj to dejansko pomeni, ko to počneš, ali si sam videla uno predstavo in si rekla, jaz bi pa na ta način nastopala, ali si vedela celo to, kako bi rekel, zgodovino, ali da cel te fascikli, ki obstajajo, kitajskih pravljic in azerbajdžanskih in ne vem kaj. Ker jaz resno, mene je to najbolj presenetilo. Jaz sem tudi pol, ker sem že nekako dojel, da to res je nastop pa neka legit zadeva. Nisem vedel, da se je to prevajalo, pa da so neki ljudje, ki zbirajo te pravljice iz celega sveta in podobno. Ne, to sem vedela. Jaz sem itak študirala prebrala književnost. Itak neka obsedenost s tem materialom je obstajala
že v otroštvu, to se pravi, spomnim se nekih ogromnih, težkih knjig, ki so jih vlačali domov, ki so hodili to se prebrati. Ampak dobro, takrat sem bila tako mlada, da jaz nisem hotela iz tega življenjsko poslanstvo narediti. No. Ja. Pač nekaj sem študirala, zdaj sem je to zdaj bi. Je pa pol, sem pa šla pa narediti, pa sem je pa pač, kaj se temu reče, zatresla so se kolenca in to sem hotela. In pa sem res ure in ure preživela tam v studiu s tehnikom, ki je danes moj fant. Ne, ja. Ja, to je njega omenjati, ne pripomore, to je njega omenjati. Tudi njega so pravljice zanimale in pa so res veliko časa, veliko pravljic montirala, veliko sem prepovedala, opisala sem pol magisterij, iz tega magistrirala in tako resno, pač to je zdaj to. No. Kot če mu reči, vložila sem vso energijo in čas in piflarka, kot sem naštudirala in tako pač šla. No, gdje gre sam, kar se tvojega nastopanja tiče? Ja. Kako veš, da je ok na eni točki? Ko greš ti gor, res me ne zanima zdaj na splošno. Ko greš ti dobiš eno pravico in kakšen je pol proces od tega, ko jo dobiš na listu papirja, a potem, ko jo prepoveduješ. Pa zdaj za tebe vprašam, se lahko je več variant, lahko se za vse to poglobivam, ampak tako, res me zanima. Pač. Ne, jaz si to sama zbiram. Ne? Ja, mislim, zaradi tega, ker pač mogoče moram razložiti, da ekipa za 2 groše fantazije, za dva groše fantazije je na tak način funkcionirala, da je obstajala uredniška ekipa, ki je zbirala vsebine za ekipo pripovedovalcev. In to je en specifičen način dela, ki mogoče, ne vem, ni toliko značilen sicer, ker si ljudje sami zbirajo vsebine, ampak zato, da si zbereš vsebine, moraš imeti pa kar ornih pregled. Ja. Na tem, da veš, kaj obstaja, da veš, v bistvu obstaja še ful boljš, da vidiš, kako si sledijo, kako so si podobne. Tako da jaz si to sama zbiram, že od nekdaj. Pa vedno manj ljudske, pa vedno bolj se mi zdi, da si lahko pač vse zmisliš. Mislim, da ni gre za to, da je ljudska zgodba pač nek material, ki se spreminja, ki se je vedno spreminja v vsakem obdobju in z vsako, pač če je nek plemič to prepodoval, je bila jasno vsebina drugačna, kot če je nek kmet lahko v istem obdobju. To se pravi, vsak je vzel to vsebino, si jo je naredil po svoje, zato da je imela nek smisel za njega. Ja. In to pač, to, kar je res dober, se mi zdi, da če nek pripovedovalec vzame neko zgodbo, ne reče, no kaj je tle noter zanimivega zame pa za ta čas. Okay, ampak se to, pa pol se seveda stvar aktualizira, saj jaz sem to tako počel, ker drugače nisem znal. Ne? No, ampak kaj pa ta čist klasična varianta, ti to kdaj delaš, da greš pa res, kako je bilo napisano, pa probaš potem sam? Ne. Ampak hoče reči, da se na pamet naučim? Ne, na pamet naučiš, zmeraj treba tam, če neš drugega intonacijo furati, pa neko, veš, vse skupaj pelati česa, ne? Tako da jaz tizga sploh ne podcenjujem. Meni se je v bistvu iz mojega zornega kota je vedno bilo tako, da oni, ki so res sam material, ki so ga dobili ful dobro interpretirati, jaz tizga ne v življenju znal, recimo. Jaz sem mogel lapati vmes, ne, v pravici povedati, ker sem bil tako komota, ne. Ja. A veš? Ne, meni se zdi, kaj jaz naredim? Jaz preberem, na kar pustim za 14 dni, na kar obnovim in potem ti zgovorim. S tem, da če grem gledati nazaj, ugotovim, da sem si tak narobe zapomnila. Okay. Kakšno stvar, a veš, kaj te spomin lastni prinese naokrog, ne. Ja. Neke asociacije se zbudijo in narobe misliš, da je to, kar si ti zamislil, že not. V glavnem, to, kar na koncu pridelovanja, je nek miks vsega. No. A pa to, kdaj pol tudi napišeš, kar govoriš? Ja, sem. Ja. Če ne zaradi tega, da sem imela nek spomin ali pa nek arhiv. Zdaj pa, ker to, ker njih različnih vsebin z različnimi ljudmi delam, mi pa to tudi zaradi njih važno, da pol, če neko stvar obnavljamo, čez en sajt, sploh vemo, tako da si lazi obnovimo stvar. A se snema se tudi kaj? Ja. To jaz nažalost vem odgovor na to vprašanje. Seveda in pa se da v eter in se širi glas. Okay. Ne bom tega naredil. Lahko da me ne linka nam, da v glavnem. Zdaj vsi pogooglali. Ja, sej, zelo strah. Google to bom naredil. Prosim, ne. Slabo. Kaj sem vas ne. Ampak moramo povedati, da jaz sem zdaj, dragi poslušalci, Anžeta Tomića povabila na en dogodek. Ne? Ja, ne, na pripovedovskem festivalu. Ja, zdaj to zgleda, ker roko umije, pa res ni res. Tam ni res. Res ne. Ja, no, povej zdaj ti to, pa gre pol naprej. Kaj ni povej? Ne boš nastopil spet, ne? Ja, spet bom nastopil, ampak kaj se bo dogajalo, pa kdaj? Pa greva to zdaj povedati, ajde. Ne, pripovedovalskega letos ga prevzema nova programska ekipa, no. Anja Štefan in Irena Matko-Lukan, ki ste ga vodili 20 let, se zdaj umikata in ste predali. Sam Anja Štefan bo še nastopala. Seveda, umika se iz programskega. Ampak ja. Ja, seveda, absolutno bo, ampak umika se pa iz nekega tega organizacijskega
odbora in jaz pa Alenka Veler pa Brož Kvartič to počnemo in ena od novosti letošnjega festivala bo, da bomo naredili en večer zanimivih ljudi, ki počnejo zanimive stvari, a ne? Okay, ampak ne bojo pripovedovali ljudske zgodbe, ampak resnične. Ja. To je koncept večera. No? Cool. Jaz sem očitno pripoved pravljice govoriti. Valjda, drug let pa, če bi to želel. Zdaj se mi je, da je to lahko zanimivo. No? Ok, zdaj pa dosti, da gremo res, to res ni bilo mišljeno. Jaz sem pač tebe ali pač Ano Dušo ali pa Alenko Veler, nekoga sem hotel imeti že 100 let v aparatusu in zdaj me je to samo spodbudilo, ker ste mi povabili, pač sem zaradi tega. V glavnem naprej. Festival. Okay, pa 2 groša, pa te pač eventi. Pa res si rekla, ne, pač pri 2 groših, da je bila ta scena, ki se je dogajala. Ne. Kako točno to poteka za unike? Veš, kaj si sam, veš, kje se nastopa, pa zakaj se tam nastopa, recimo. Meni se zdi, da je res eno tako mal občutek spreminjanja scene, kot lahko temu rečemo. No. Te 2 groša fantazije, zdaj pa je koliko časa že kar nekaj let tega ni sploh. 2012, se mi zdi, da smo zadnjič, da smo končali. Pod tem brandom. Pod tem brandom, pa tudi celotno to, kar je bilo povezano zelo z Rešom, pa nekimi temi dogodki. In to je bilo zelo je pripomoglo k živosti scene, no? Tudi k temu, da so ljudje, novi prihajalci, so si želeli nastopati, da je bilo neko občinstvo skupaj s festivalom, pa še z drugimi organizatorji, recimo Knjižnica Maribor, še en tak center na Štajerskem. Pa potem so mi 2 za Ano pripovedovalske varjete ustanovili in organizirali redne mesečne dogodke, tudi zaradi tega, da smo dali možnost ljudem, pa da razvijajo recimo cel večer s svojimi pravljicami ali pa še z nekom. In da se vzpostavlja nek reden prostor dogajanja, ker to je res važen, da imaš nek prostor, kjer se na mesečni ravni in dogaja stvari in da lahko se preizkusiš in da se neko občinstvo ve za to in se recimo temu vzpostavlja. Izoblikuje okolje. Ja, recimo tako, ja. Tudi trenutno še vedno obstaja festival, letos bo 21, pa potem posamezni eventi, ni neke take stalne scene, no, Vodnikov domačija zdaj počas bo najbrž začela s tem, da enako začenja organizirati dogodke za odrasle. Ker jasno, pripovedovanje za otroke to poteka povsod velike tega, ne, kulturno umetnost vzgoje, gre pa v tem, kako narediti to, da je zanimivo za odraslo publiko. Tako da to pa, tako zdaj je ena taka preobrazba, no, čutim se mi zdi, da se malo. A se ti ne zdi, meni se je to zmerno zdelo, tako kot Ata na mamo, sploh že spet, pa nočem ful preveč povezati stand-up, ampak veš, se mi zdi, da se je zdaj res ustvarila ena, ampak tako, publika za neki, ki grejo pač take stvari gledati, veš, da to ni več tok čuden spet. Res prej je bilo, ali je bila veselica, ali je bil koncert, ali je bil pa res predstava, mislim, neko gledališče potovalo naokol, pa so nekaj naredili. Zdaj smo dobili pa tako res te neke manjše zadeve, ki lahko 1 ali pa 2 prijata, pa nekaj naredita, a veš, pa mogoče tudi, pa na drugi strani pa te neke, a veš, kaj je ta Mamma Mia, pa vse te zadeve, ki tudi prej niso bile glih neka normalen pojav v Sloveniji, zdaj karkoli si v tizmu mislimo. Ampak nimaš feeling, ker jaz imam ful tak občutek, da mogoče te pravljice, če bi ljudje vedeli, koliko je lahko to tudi zabavano, ne, da bi to je lahko lep paketek za, a veš, nek venue, mislim, za nek prostor, ki bi rabil, da ni vsaki zdaj sam stand-up. Ne. Ja, meni se zdi, da ja. Je pa res, da tudi te pravljice niso nujno sam smešne. Ne. No, to je res. To je tako kar ena cela sfera pol različnih žanrov, ampak absolutno ja. Ne vem, malo nam še manjka kakšna štengica do profesionalizacije, tudi na način, da zapakiraš nek tak dogodek, da ga pol sploh ponudiš nekomu, pa tako ne. Pa tudi neka motivacija je zdaj zelo me zanima. A ljudi zanima to početi, ali so vsi tudi, a veš, ful enih drugih stvari, pa še to zraven. Ne, valjda, ja. Jaz sem takrat, ko se je 2 groša ful dogajali, pa dobro, festival itak, ampak non-stop se mi je tako zdelo, da je neka usporednica s temi stand-uperi, ki se je tudi nekaj dogajali, pa v bistvu bennet za res, pa je tam kar nekako ratl, da smo par ljudi, ki od tega lahko živijo, saj tok, da je to služba, ne, tako kot se rekla, nekaj delam, pa to malo letim še na pravice, recimo. Ja. Se mi je takrat zdel, pa v bistvu mi je prvo malo bilo žal, da je takrat 2012, ko malo se tako, saj
Zdaj tam zdaj 2 groša kot taka, až pa vedno ste imeli enkrat na mesec, takrat se mi zdi, da se je ful več dogaja, to samo v moje glavi, jaz ne vem, očitno ne tokne. Ne, se je dogajalo, ampak veš, vedno je za tem mora stati nekdo, ki reče, jaz bom tudi organiziral. In ponovno so to eno in isti ljudje. Nekdo, ki to pač bi rad počel in ugotovi dni scene, torej moram jo vzpostaviti, torej moram najti prostor, organizirati, PR narediti, to sprav vse to in pol na koncu enkrat si zmatran pa reče, pa dobro, v bistvu sem hotel prepodvati, ali pa to delati. Mislim, ne, pa valjda sem to... mislim, tisti pripodvalski večeri tam v kavarni Union so se tudi, ker se je zamenjalo vodstvo in smo izstopili iz kavarne Union, se je to potem zaprl, pa potem nekaj časa smo v Daktarju še organizirali, ampak potem včasih ugotoviš tudi, da ni toliko aktivnih ljudi na sceni, da bi lahko kolobaral vse, normalno. Da po 2 sezonah ugotoviš, da v resnici, da vse, nekako si vse, vsak je že imel svoj večer, pa češ ponoviti ali kaj češ, spodbuditi nove ljudi, povabiti tujce, ne vem, a veš, tako. Tako da, vse se dogaja stvari, se mi zdi. Ampak jaz čakam zdaj, da kakšen tak strasten mlad človek pride pa reče, to hočem učeti. Ti zdaj govoriš, da si 87 stara. Nisem, ampak nisem pa več ta mlada, no? Ta neka una zelena. Se vsak dan bolj zavedamo, tako da to se čisto strinjam. No, kakorkoli, no, ne, še se... Okay, pa bi šel še malo na festival, pa se res lahko mogoče tudi o tem, kar prahaja pogovarjali, ampak nekaj drugega me še zanima. Jaz sem recimo sveto prepričan, da to več sam mi delamo takrat, ne? Mislim, že spet sebe se zraven, da se bo zelo malo. Za 2 groše fantazije. Ja, recimo, ne, až pa tudi pol vedve, ki sta verjeti, ne, pa sem pa za The Moth zvedel, ne, The Moth podcast, ne. Ja, to je pa ena stvar, za katero sem jaz kar nekako, nisem hotel poslušati, sem rekel, kaj oni vejo, ne, pa sem pa kar poslušal, ene zadeve. Da so resni. Pa je res, ker v redu. No, ampak se mi zdi tako, smešen mi je, ker mi je to res kaatano, za podcast je pa to dosti idealno. Ne? In zdaj, ker na RTV-ju malo delam, je tako, tam imajo tudi te lahko noč otroci, ti si res dosti bolj klasično, pa res bolj na otroke vezan. Ne? Ampak je res ena taka vsebina in zdaj sem malo jezen, da se ti se nikoli ni zorganiziral, ker takrat se je ful ene vsebine ustvarjali, recimo. Ne? Veš, pri 2 groših, ampak prav na način podcasta, verjamem, da se lahko naročiš, pa da bi vsakič nov prišel. Ne, da so to, verjamem, vsi imamo arhive posodne. To je dejstvo, ne, ampak tizga mi je bilo recimo tako ivržal, ne, ker je bilo pa res goddamn, kako je bilo to ene robe, ne, v bistvu. Pa sej, ja. Ja, se obstaja, to je bil v bistvu čisti apel, to sploh ni bilo vprašanje. Nekdo doma. Ja, sej, točno. Crknil bo, ja. Ja, na nekem zunanjem disku, pa je tako umrl, to tako slabo, res. Okay, to sem... ampak se strinjam, ja, zato, ker so to te vsebine, ki se v resnici poslušajo, ne. Ja. Tudi gledajo, ampak v resnici poslušajo, seveda, da so, ne. Ja, to se mi je res del takrat katano, ker je proper fikcija je. Tako res je proper fikcija. Ker jaz sem tudi pol pri sebi videl, da ker sem ta šestič eno povedal, to so ta drevesa, ne. Vse je bilo vsakič neki mislim, tako res ni bilo več, z unim original tekstom je bilo tako, sam neki punkti so bili, ker sem se jih nekako držal, ne. Ostalo je bilo pa pač nekam del odnesel, karkoli to pomeni, ne. Ja. Ma ne, pa sej zdaj, ko pripravljamo festival, absolutno razmišljamo o tem, da bi neke vsebine potem pretvorili. Ker že iz festivala, razumeš, če bilo to nekje na kupu, to bi bila taka zakladnica, res iskreno. Ja. Sploh pa, ki Štefano leti, pač smo vsi jezni, kam ben to ne zna. V glavnem razni. Jaz sem moral ona to reči, jaz strinjam se, da imate to doma. Se vem, ja. Pridite poslušati. Ne, ljudje, ki to poslušate, še nikoli niste videli, pač tega, to je res jezen si pol, tako kot sem jaz jezen, da kakšne stand-up reke, tako, goddammit, se ljudje trudijo, v glavnem. Ne, pa nekaj vas je par tak, ne, res, veš kaj, ker meni je bilo, jaz sem tam bil zmeram res dosta outside, mislim, tako sem pač pa ne stres rano leto, boste mi pustili tam malo lapat, ampak tako pa vas je pa par, ker prav vidiš, da je to res kreft, no, in o tem bi se zdaj še malo pogovarjal, no. Ali to, kar si rekli, da je to pač, da je treba izpiliti pa naučiti se, pa vse živo, a ne, a že vidiš ti tako nek proces, a veš, če bi eden iz nule prišel, a ne? A veš, čez kaj ga moraš pelati, da pol na koncu to zna, recimo. A veš pa kaj točno to pomeni, se ni treba zdaj fulo detajl, ampak veš, ko saj neka pot je pa treba prehoditi, ne? Tudi unkah kleparjev ne prije, ne zna takoj na začetku, ne? Mislim, eno je nekaj te glas, pa tiki, ki jih imaš, pa noge, pa trima. Jaz se ne praskam po nosu, v glavnem jaz. Ne, pa če ne, pa ne ti oseba. Ne? Eno je pa, ena kolegica Norveška je delala raziskavo
med njihovimi pripovedovalci in je rekla, da nekaj, kar jo je res presenetilo, je, da se ti pripovedovalci lotevajo teh zgodb oziroma jih pripovedujejo na način, kot so jih recimo včasih, ko so njihovi zapisovalci tam v 19. stoletju te zgodbe zapisali. Kar pomeni, da brez ene refleksije, ampak da jih vzamejo kot neke tekste, s katerimi je treba biti zdaj spoštljivi in jih povedati na tak način. Ne. In to se mi zdi, da je ta proces, ki je najbolj, enim je to samo po sebi omejeno, recimo tebe bilo, ampak tudi aktualizacija je v bistvu najlažji način. To, da daš zajcu telefon v roke, mislim, se lahko smeš, ampak resnici tudi ful lahko. No. Mislim, a je še kakšen drug nivo, da neko besedilo aktualiziraš, da ugotoviš, da te pravljice so vsem plod enega cajta, ki je bil zelo tradicionalističen, zelo konzervativen, patriarhalen, tako. In da pol to si ogledaš, pa reči... No, ampak ljudje dobijo, od kje so vse te pravljice? Veš, kakšen je razpon? Jaz sem že prej rekel, jaz sem imel neko kitajsko, neki podgani, pa neki, mislim, da je bila kitajska, se ne vem več. Ja. Ampak tako, kje vse je to nabran, zdaj pa da je prevedeno v slovenščino, to, kar si recimo videla? Ja, mi imamo srečo, da smo imeli Kristino Brenkovo. To je prav to urednico na Mladinski knjigi, ki je ustanovila zbirko Zlata ptica in potem sistematično v tej zbirki objavljala izbor pravljic iz različnih kultur. Sprav, da ta polica, jaz na to pol, se ti pravim, da ne se je bilo neko obsedeno obdobje, ves denar sem zapravila zato, da sem kupovala v antikvariatih te knjige in imam eno to polico čez steno Zlate ptice. Aha, okej. To tega je ogromno, no. Je pa potem imaš pa bolj še kakšne, niso prevedene, pa potem še slovenski arhiv, ki ga zdaj počas prihaja v objave, Anja Štefan je veliko teh tudi priredila pa za objavo knjižno recimo pripravlja, pa nekaj še pripravlja, mislim, da Matiče toga za naslednje leto. Zaprav, vsebin je v bistvu ogromen. Sam, ko vse to prebereš, ugotoviš, da ni pa tak, veš, nebroj nekih motivov ali pa tega. Ja. Slej, ko prej se pa začnejo tudi kaj ponavljati, no. Pa imaš bolj variante na tem. Ja, ne iz podgane, podlasca. Recimo, pa nekaj. Ja, okej. Ne. Tako da, pa itak ugotoviš, da ogromne literature je črpal ven iz tega, da je vse to en sam velik žakelj nekih motivov, ki se ponavljajo. Ja, to je tiskati zelo možgane, da je pač kaj vesoljni potop v bistvu Gilgamešu, to je ista scena. Ja, pač neke te glavni motivi, ki nas zdaj skrbijo, bolijo. Ja, več ali manj že. Ja. Zgodovina. Dolga, ampak kaj. Tako da, kaj pa vem, no? Jaz v enem trenutku se mi zdel, da imam dosti, da ne moram več, da je to, da imam preveč, da ne moram več gledati. Pa sem prišla nazaj, no, pa z eno neko novo prepričanje, kaj bi se s tem dal početi, no. Ja, ki je kaj? Ki je, da moram manj pripovedovati ljudsko zgodbo, pa več sama ustvariti zraven. Ja, recimo. Da ni do sam pildek. Ja. In da to, da stojiš pred ljudmi in govoriš in da imaš tam glas, pa gledaš v oči, pa kao, da gledam nazaj, ali pa neki, da je to ful lahk, a veš, moč. Ja. Prav ne rabiš toliko enih besed, zaradi tega, ker imaš še druge elemente. No. Ja. Kaj pa to, ko vsakega vprašam, ki nastopa pred ljudmi, ne? Zaradi mojih travm. To moram vprašati. Kako je bilo pa tep, ki si stala pred folkom, ja. Pa z mikrofonom, ja. Pa je treba bilo govoriti. Vidiš, sem rekla, da sem brutalno sramežljiva. Res. In moj prvi nastop, meni so se noge tresle, res. Jaz sem šla skozi zelo dolg proces tega, jaz ne bom. Ja, boš je, valjda, tako nekega tega boja stremo. No? Ja. Ampak, ne vem, Cool. Jaz sem to zelo dokumentiran, smo se slikali, na enem gradu smo bili, ne vem kje, sem oboleval in imam eno fotko, ki sem tako pustil na mer. Ja. Nekaj moj movie je bil, sem imel valjda moj polavrski kapuco, ne, sem do pač kapuco gor in sem pač v tla gledal, ker nisem slišal, da so rekli moj ime, pač to je bil moj go-to. Ja. A zdaj si že ok, sklepam. Ja, zdaj sem že ok, pa nimam kaj, ki se tle zdaj. Jaz na zadnjega sem te videl, si bila pač cool. Prebolela. Pač si bila gor, pa sem tu, mislim tako, hočem reči, da pač meni se zdi tako, pač da na eni točki pač rečeš, ok, pač se zgodi. Tako življenje. Ne, pa dobiš nekaj izkušnje, pa valjda gre to. No, ampak, ok, veš, to sem čakal, izkušnje. Kaj pa to pomeni v kontekstu pač pripovedovanja pravljic, ne, na odru oziroma pač pred ljudmi, ne? Kaj pomeni, ker ne gre dobro? A veš, kaj pomeni, ali pa ker ni bilo tako dobro, kar shotla, recimo, ne?
Predstavi je tako, recimo, če je komedija, veš, ki bi se mogli smejati, pa se ne smejijo. Pri stand-upu isto. Če je drama, veš, da bi mogli vsaj ploskati, veš, kaj je pa kle barometer, recimo, ali sploh je. Ne, pa vidiš, ali ta ljudje poslušajo, ali so vljudni, no? Se to vidiš, a tam zdaj te ljudje tam, a so s tabo, pa v glavi imajo nek film, pa neki, ali pač sedijo. Sedijo. Kdaj bo kava. A bo, kaj. To, mislim, pa res čutiš, pa se veš, ta občutek pa res vsi poznamo, ker tam stojiš in veš, da imaš ljudi. Mislim, karkoli govoriš, da to nekam ima nek posluh, neko pozornost. No. Pa tudi se pravljica ni taka, to ni do te mere improvizacija, kot mogoče. Ampak veš, meni glih to najtežji meni deluje. Ne? To je pa ena stvar, ki je mogoče v pravilcah pa mogoče ekstra mač težja, kot pri kakršnikoli drugi stvari. Saj jaz sem to tako videl. Ne? Ti si zdaj že to po svoje postaviš, ne? Ampak veš, da pa oni temelji tam so. In zdaj ti lahko to interpretiraš po svoje. Ampak saj jaz sem toliko imel moje omejene izkušnje, da sem pa enkrat jo prepovedoval, pa sem ene stvari malo prehiter se včes, ker sem mislil, ne, pa pol ni bilo tudi prvem bližen tazga haska, recimo na konc, kaj sem vse na punchline, na konc narejene skor, ne. A veš, ampak tako se mi zdi, da kle to teži, ker pri stand-upu se mi zdi, da je bolj ta, še non-stop bam, ker morajo non-stop padati stvari, ne. Ali pa neki monokomediji se točno ve, ne, klele smo smejali, zdaj pa malo vse tabo, smo klele smejali, ne. Ali pa pri drami, ne. Tle pri pravilcah je pa res tako, da včasih, saj meni tako deluje, da moraš pa res, če je 8 minut, je treba pa 8 minut točno tam jadrati, kjer je treba, da ljudi zahaklaš. Tako je meni zgleda, da je res dober. Sem pa imaš različne pravice, ena deluje kot drama, ena kot stand-up s punchlinom, ena pa kot neka tragedija, ali pa nekaj vmes. Hočem reči, imaš različne zgodbe, ki zahtevajo različno obravnavo, se meni zdi. Ampak res je dober, ker to tako obvladaš, da pa začneš improvizirati. Ni tako, da neki a bo ali ne bo, ker res veš, ko res poznaš svoj material, pol se mi zdi, da pride ta užitek. Pa vidiš, tam so neki mulci, to jih nav zanimalo, torej tle moram bolj zaostriti, ali pa tle imam res skupino, otrok recimo, ki so živahni, moram zdaj iti zares na urah in tako. Do tega jaz nisem prišel. Ja, to je pa... To moraš res stokati, jo pol povedati. To in tudi, da imaš repertoar tak velik, da lahko rečeš, tole zdaj, zato ker se mi zdi, da ta prava, ki jo zdaj povem. Ok, pa koliko jih pol ti lahko zdaj le poveš? Tako, da ti je rekel, kaj je tvoj repertoar, ampak da jih res lahko poveš. Da prideš nekam in koliko jih imaš na voljo, ki jih zbiraš. Velik, ne vem, ampak velik, nikoli nisem štela. 7 ali 37, veš, kaj mislim reči? Po moje bolj 37, 37 pa bi morala že vleči malo. Ok, malo ven, ok. Mislim, hoče reči te, ki sem jih nekje, ki sem doma neke te fascikle. Ja, vse vem, da ste nekje fascikle, to jaz vem, sem jih videl. No, kjer si pač naviran te vsebine. In pa zadnje čase res veliko delam tudi z otroki, ker delam na vodniku v domačiji in sodelujem pri otroškem programu, kar pomeni, da sem sistematično tudi začela nabirati neke vsebine čisto za otroke, zato da vedno, tudi, a veš, kad ti prihajajo publika nazaj in ne moreš ponavljati enih in istih, ne. Kar pomeni, da moraš skozi imeti nek material, ne vem, svež. Ja. Ok, vse to čište. Vem, ampak veš, se mi zdi, da jaz recimo, da je bolj proti 37, jaz sploh ne vem, kako je to mogoče, ampak ne, se čištekam. Ne, razumem, zakaj in vse, ampak meni se to zdi dosti fascinantno, da, a veš, jaz sem imel 2 življenja. Jaz sem, če bi pa enih 10 let je počel. Se vem, ja. In pa bi gotovo, da se v bistvu spomniš neke stvari, tudi izpred 10 let ali kaj. Ja. Zaradi tega, ker način pomnjenja ni na pamet se naučim besedilo, ampak je tako, da bi si podobice. Jaz imam zelo vizualen način razmišljanja pa spomina, kar pomeni, da si zapomnim tako niz podob in pa to kar ostane. Pa še toliko so logične in v bistvu predvidljive te pravice, da res ni tako, da bi lahko se jih je zapomniti. Ja, to ne vem, dobro. Za meno. Tebi verjamem na besedo. Kaj me pa še zanima? Je pa ena, to si prej že malo nakazala, da so različne, pa da vsaka svojo obravnavo. Ampak dejansko je pa pri teh pravilcah, saj pri kažnih, in to sem tudi jaz doživel, kjer ni pa nič, na kar bi se lahko človek zares oprl. V smislu,
da se zelo tako končajo. Končala se je, ni bilo, zaradi, ni neke morale noter ali pa neki. Ne. Ja, to se mi pa zdi, da se doskrat ne zgodi, ne. Pri kakršnem koli javno nastopu zmeri neka poanta. Klej pa res, mislim, večino cajt. Ja. Kaj se ti pa res včasih zgodi, tako dobiš nekaj, ki so tako neke 4 odstavke in tako nekaj, to se je zgodilo. Ampak zakaj mislimo, da je to nekaj nujno dobrega in da je to vse dobra literatura? Lahko je pač brez veze. Ja, lahko je za me. To je pa brez veze. Če pa tle v knjige objavljeno piše pravice, pa tako opa z mano. Ja, to je. Ne štekam. Ne, pač moramo si predstavljati, da en kup enih besedil je pač slabo povedanih in če je nekdo zapisal pač nek posnetek nekoga, ki je to prepodoval, je lahko, da nimaš kaj s tem početi. Ja. In zakaj bi to še? Oziroma je treba pol dodati še 2 odstavka. Ali pa si moraš kaj zmisliti. Okay, ker je mogoče še najboljš, ampak ne. Meni tudi to najboljše. Je pa res, pa so pa dobro. Recimo, da neki res dobri umi dobijo pravljice, ki so čist brezvezne, pa pogledaš pa vleko. Ja, kaj ljudje lahko naredijo. Ja, že spet jezen rataš. Opustil si eno kariero, ki se ti tam ponudili. Meni je bilo to res super početi, res super početi, ampak mi je pa, ankoli pa nisem pa tokrat ponovil, da bi lahko tudi res slabo izkušnjo imel, ker bi jo skoraj hotel. Pa sem zdaj, I quit while I value the head, ali kako se temu reče, tako je bilo pri meni skoraj, ampak ja. Zdaj pa, da pa peva sam še zdaj na festival, kot tak, zdaj ka 21 si prej, god damn. To, ali smo mi stari, ali je to dobro, ali to cajta že traja, to je. Ne, se nim bil vedno v takem obsegu, pa tudi. Ja, samo sen. Sen je kar veliko. To ni malo, ne. Ni malo. Res ni malo, veš, to je, pa tako. Ne, mislim, da je celo en najstarejših v Evropi zares, no. Ampak moramo tudi vedeti, da je zares so začele delati punce dogodke za odrasle, ko so se pojavili 2 groši in so dokazali, da gre skozi. Ja. Da prej bil to, na začetku bil ta festival za otroško publiko. Ja. Ampak ime pa isti, že cel čas. Na začetku je bil pravlični maraton, potem je postal pripovedovalski festival Pravljice danes in z 21. festivalom je postal zdaj samo pripovedovalski festival. Okay. To smo si zdaj naredili. Zdaj, modern PR pride zraven. Ne, zaradi tega, ker ne bomo pripovedovali samo pravljic, no? Zaradi tega, ker žanrsko to krširimo zdaj še na kaj drugega. In kaj bo pol letos? Prej svej takrat pust mene, zdaj prosim res, kaj so dejansko. Ne, jaz bi rad, da to čim več folka vidi, ker se mi zdi taka, škoda mi je, da ni večja zadeva, no. Ne festival, vse skupaj, res mi je škoda, ker se mi zdi, da je tako fajn lahko to, ampak tudi vem pa točno iz kje ljudje izhaja, to, kar sem se na začetku pogovarjala, misliš, da prijenke z knjigo. Res, mislim, še vedno je to, ne? Jaz sem imel tak občutek, pa ka vem, kva ni, pa zraven sem bil, pa ka vem, da nima veze to s tem, razumeš? Pa da ima klobuk na glavi. Ja, da pride pravlično. Tako, pa neko rožo, a veš. Zato da zgleda, res. To je ta, kaj je to, ena serija bila na televiziji ali kaj, nek pravličar. To pride od nečesa, no, iz nekega ta. No, greva razbiti zdaj tam, poteka ta festival. Ta festival bo, 2 tuja pripovedovalca, vabimo letos, enega Amsterdamčana iranskega rodu, Divanja. Super, bo lahko šel nazaj po ali. Ja, ne veš, kaj sem šla. Letos prva stvar, ki sem naredila, ko sem rekla, bi počela to, torej delala program za festivali, da sem šla pogledati, kjer so festivali po Evropi, ki se mi zdijo zanimivi. In sem šla v Amsterdam, ker je tam zelo zanimiv festival. In se mi je milo storilo, ker sem prišla tam v Amsterdam v en klub Mezrab, pripovedovalski klub, ki je tak en gromkano. In na isti način delajo, ker smo mi imeli pri 2 groših, ta pravča rešetanja in tam je ta Sahan, ki vodi ta klub in tako veliko srce tega kluba, malo za šankom, pa malo na odru. Ja. Pač žene z svojo energijo ta klub in je to en bolj vitalnejših plazov tam v Amsterdamu, so mi pol povedali. No? In bo on tudi pri festivalu sodeluje, je pa tak zelo zanimiv pripovedovalec, ki povezuje zgodbe, neke te svoje begunske zgodbe, svoje familije, ki so bežali z Irana in potem v Amsterdamu obstali, pravda zato, ker so zamudili letalo za Toronto, ali kaj, tako da je to ta zgodba. Ja, to je nas res. Okay. Ampak in on združuje te zgodbe z nekimi
tradicionalnimi zgodbami, ampak pri nas bo pa pripovedoval mi obljubo, jaz upam, da to še drži, ko so se dogovarjala, je pa rekel, da je po Balkanu dosti hodil, ker je tudi glasbenik. In da je kar mi bilo res naverjetanje, da imamo mi tle tega junaka Kraljeviča Marka, ki je junak zato, ker je tokim Turkom glavo posekal. To je ta junak števc glav turških. Rekel, ampak jaz sem ta Turka, veš. Ne. Ja, v bistvu, Tako da je rekel, da je začel prebudvati te zgodbe za to, da kako se pa to zdaj zveni, če si ga malo gledamo, tega našega Kraljeviča Marka. Še iz kontra. Ja. Okay. Tako da poleg vseh zgodb, no, pa nekih resničnih, tudi to. To zgodbo upam, da nam bo povedal. Torej, on prihaja, no, zelo sem vesela, da je rekel, da pride, ker ga je kar težko dobiti, ker veliko leta po svetu, bo pa tudi skupaj z, upam, da samo Tankotinom in Ano Kravanja, kaj namaštev skupaj, ker bojo en večer, eno popoldne improvizirali, če se jim mogoče uspe, kaj fajn ga sodelovati. Tako da tudi eno sodelovanje vzpostavljeno z muzičari. Druga pripovedovka pa prihaja iz Berlina, je pa Norvežanka iz Berlina. Je sploh kdo zlobljane? Ja, jaz ti govorim zdaj o teh tujih gostih, seveda, da ona pa bi pa tudi s poezijo enako dela in performance, no. Absolutno pa je pa glavnina festivala iz naše scene, naših pripovedovalcev zgrajena. Anja Štefan dela s sodelavci večer o kralju Matjažu. Delamo en večer nesrečnih koncev, smo ga poimenovali, še zadnjo dušo, pa še sodelavkami, katerega ideja je, da pravljice pač nimajo vse srečnih koncev, večinoma v resnici. So te srečni konci nekako tudi malo dodani, se pravi, da to malo. Ali ni konca, ali pa slab konc. Ali pa dol konc. Ja, tako en simpozij, ali pa niz predavanj, no, bomo dali vmes, ki smo mu dali rokovanje s tradicijo, katerega namen je, bolj sem povabila ustvarjalce, ki se bavijo s temi starimi vsebinami, veš, način, kar je res tako popravljice ali pa ljudske pesmi ali pa še kaj, tako, kaj zdaj s tem narediš, na kakšen način, zakaj najprej se s tem ukvarjaš in na kakšen način to posodabljaš, postavljaš na odrno. Tako, pa še en koncert, Cankarjevi torki, ki se pridružujejo festivalu, pa večer resničnih zgodb letos prvič. Pa še zadnji, kdaj in kje? V Cankarjevem domu, pa v Kinodvoru, v Semu, tudi v Mariboru letos od 16. do 24. marca. Odlično. Sprav prvo začela si karte si prodajala v Cankarju, zdaj imaš pa festival. To je huda špura, to je vreda špura. Come on, to je kar v redu. Nekaj je, Ja, tako, ni tak lep zaključen krog. Aj že konc, ne. Ne konc, ampak tako, saj s festivalom. Ja, se mi zdel kar smešen. Tako, če pogledam z distance, bi se rečem pa le, no. Zato, ker to pripovedovanje je tudi malo obskurna na en način stvar, zagotovo pa ni stvar, ki jo lahko si tako zamisliš, kam bo peljala, no. A veš, ker ni, pač ne študiraš ali pa nekaj, pač tam rečeš, ok, to bom počel, zdaj pa kako do tega pridem. In je še vedno težko, no. Ana Duša ima pripovedovalsko šolo, ki je mislim, da je edino tako bolj, bolj na dolgi rok ali pa bolj poglobljeno, pa dalj časa trajajoče izobraževanje, tako celo leto z eno skupino dela. In to je način, da recimo se lahko izobražuješ na tem področju, pa potem kakšna manjša izobraževanje, v resnici pa še vedno, ali pa greš v tujino recimo iskati neko znanje, ampak na koncu si seštevek nekih teh znanj, ki jih napabrkuješ nakupno in lastnega raziskovanja in pa na končni fazi pripovedovanja. Pripovedovanja in da si najdeš čim več prostora, da stojiš na odru pred odraslo publiko, kar spet ni toliko lahko. No. Ja, ni. Ja. A veš, mislim, si moraš ali sam ustanoviti prostor ali pa ne vem kaj. Vsi bi mogli podcaste delati. To bo moja rešitev za vse. Ne, klej bi res bila. Jaz sem to, ni važno. Ker potem bi se trlo in zdaj bi vsi rekli, pa kdaj bo kaj? Ta aparatus par ljudi posluša. Vidite. Ampak tako, hočem samo reči, da tudi ne, kar se snemanja tiče, to je res, parkrat, kad to živo vidiš, mislim, da se slabše zapravi denar za ljudi na odru, tako bom rekel. Res se da, no. Nočem preveč hajpati, ampak res se da. Ampak a veš, da vseeno razlika med tem, kar poslušaš, pa kar doživiš, ker tam pač sediš, je drugače. Ja, ampak že spet tudi, če je posnet pred publiko, je drugače. A veš, če sam en pove.
Veš, pa da je odrasla zgodba. Mislim, to je res Moth. Jaz to tudi ne bi rekel. Pred Mothom jaz bi isto tebi rekel, to mora biti pred folkom. Pa tam poslušaš, pa slišiš samo ljudi tam, da so v. Samo oni tudi to ni nič naključno. Te ljudje, ki stopijo tja pred mikrofon, to pač vadijo, naredijo, spišijo, to je od zadaj. Ko zgleda, kot povedal bom, kaj se mi zgodilo zadnjič. Samo od zadaj pa tako vse pripravljeno. Tam je cela piramida že vzpostavljena. Oni imajo te lokalne, pa moraš tam nekaj malo zmagati, pa te morajo malo opaziti, pa te pa šele vabijo malo višji, pa malo višji, pa malo višji. Tako da ti se kar, cel mehanizem. Mislim, da v Ameriki se najprej to pripovedovanje resničnih zgodb začel, tudi iz tega, ker manj drugačen odnos je do ljudskega izročila ali pod nekih ljudskih pravic. Tle še vedno je en kup enega gibanja bilo tudi spod tega spodbojeno, naša tradicija, naše pravice ali neki. Ampak bližje, lažje dosegljiv. Zdaj pa recimo eni kolegi naši pripovedovalski na Švedskem, enako, to mi je tudi zelo fascinantno. Delajo v njihovi drami, kot bi rekel, v glavnem gledališču, nekaj te večere pripovedovanja resničnih zgodb, s tem, da z ljudmi, ki se javijo, delajo, na delavnico jih dajo. Pa vse to se meni vse ležit sliš. Ni tako, ker mislim, valjda, vsi znamo pripovedovati, bom stopil in bom povedal in evo me zdaj. Res ne. Pač treba, Mislim, ampak obstajajo tudi naravni talenti, pa obstajajo ljudi, ki jih vidiš. Da bi lahko, ok. To se gre, ne? Tako da bomo videli, kaj bo zdaj na tem našem večeru. V glavnem. Zdaj pa gremo na zadnji sklop vprašanj tega aparatusa. Se pravi, to je tudi prvo tvoja strojna oprema, kar pomeni, kjer telefon računalnik imaš. Za telefon, se opiše. To je pa je 5, po moje 5, še 5S ali je 5S mogoče. A ti sploh ne rečeš iPhone, ki je normalen? Ker je pač, bom dal 5S, sem zato so bolj zgledal. Nad gladino. That now she's bad. Ker lahko bi to z kaj drugim. Koliko cajta ga imaš? Predolg, ne? Ne, pa to sploh ni tako dolg, ker zadnji je doživel bridek konec. Ampak ne, res koliko cajta, ampak imaš več kaj en let? Ne, pa si novega kupila, ki si ga kupila. Ja. Pa mogoče. Zakaj? Zato, ker zdaj Apple ti zamenja ful pocen baterijo, ker so imeli celo to štalo in zdaj mislim, da jim daš 35 ali 42 evrov, pa ti baterijo zamenjaš. Tako da, če bi imela 2 let starega, ti zamenjajo baterijo, pa dosti boljš dela, ampak dosti boljš. Pa če je dosti nov. Jaz sem eno od tistih ljudi, ki po moje res ne izkoristijo potencijala. To je laž. Jaz imam napisati res za svoj sajt, da ta. Jaz ga samo rabim za to, pa to. Je mitičen stavek, ki ne drži. Imam cel že razdelan, kako to razložil, ampak ni važno. Glavnem, kaj ima računalnik? Mac. Nek Mac. Mislim, da Laptop. Je ful lahak. Ne. Ni, ok, se zato. Pa sem že ta računalnik videl, kdaj ne, sklepam. Že staro, ampak še dela. A ta je prav tvoj ali od unga človeka, ki ga ne bova omenjala? Sam zato, da bo nervozen. Ne, človek, ki ga ne omenjava, mislim, da je, on ima neki z njim pač, se mora večkrat ukvarjati z njim, tako reče, ampak ne vem, pač dela, v redu. A imaš kakšno tablico ali kaj ti? Ja, to pa imamo. What? Ok. Res, kjer ga že spet ne vem? Res, ne vem, ampak jaz ga uporabljam zato, ker imam Kindle gor. Nimaš pa Kindla? Sem ga imela, pa je poučil, zdaj imam pa Kindle. Kindle je v najprej, ok. Več Kindle pa rabim, Zdaj pa vzem telefon 5 aplikacij. Sploh me 5 aplikacij najti, zdaj pa ne vem, kaj drugega reči. To mi kao, sploh ne veš kaj. Vem, LPP imam. Kjer LPP? Mislim, uraden LPP. Ne veš, sam LPP. Ja, uraden LPP bus, kaj. To ful upravljam. To največ upravljam. Guardian, to šteje. Ja, šteje. Zdaj so glih redesign imeli. Ja, res. Mislim, da te dni so zamenjali logo pa vse. Pa Ryanair, pa Momondo. Je dober. Ja, to je za valjda, treba. Še enega? Ne mi weather reč, nek app mi reč. A je to, padavine. Padavine. Pa kobis, smo okay, kobis bom rajal, kobis se bolj sliš. Ja. Ok, to jih je bilo 5. Še kar nekak, ne. Ja, I guess. Ne vem, Okay, zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Če mi izpostavite eno fizično stvar, ki ni. A veš, da sem to razmišljala, ker sem danes se vozila, to me bo vprašal, kaj?
Kaj je to zdaj? No, daj, kaj bi Ker ni to bilo? babi. Ja, ker ni babi. Žlica. Ja, žlica. Elaborate. Ne vem, to je čisto lahko legitimen odgovor. Sam povej, žlica, mislim, neka... No, predstavljaj si, da greš na potovanje, mislim, ali pa nekam hoditi neki. Ja, res. Žlico. Ja. A pa imaš eno žlico, ali imaš Ne, jaz sem žlico včasih na to nekaj splošno? zbirala, res sem. Žlice si Ja, ja no, fulca je to nazaj. Zdaj so se mi pač v redu. Lepa, lesena, železna? Ne. Ja, mi je pa moj bivši fant enkrat naredil eno žlico leseno, pa rekel, lej, koš ful sitna. Tledi prst, pa drž, dokler te ne mine. Mislim, To ne vem, ne vem, se lahko smejem temu. Se lahko smejem temu. Oh, wow. Oh, Christ. ne? Okay. Ampak v redu, ne. Ja. Tist, To je mogoče najboljši outro, kjer ga kolaborira. ja, ne, pa se, jaz bi sama sebe ocenila kot res nesitno osebo. Okay. Ne, sem to pa prvi slišam. Poprej si nekaj o patriarhatu razlagala. Tako da, ja. Ej, ja. Ne, vidiš, vmes sem se ful... Vse napredek, ja, napredek, dejstvo. Ej, ful, hvala. Ker si bila v aparatusu. Ja. Ja, tale žlica. Reč adijo. Adijo. To je bila 160. epizoda aparatusa. Špela najdete na internetu, če v Google pišete Špela Frlic, ker pač Twitterja nima. Ima pa spletno stran Pripovedovalski festival, kjer se bodo sklepam, da slejko prej objavile vse možne informacije. Kdaj se da to videti. Pa res se splača iti. Tako da, če še nikoli niste bili na pravilcah, pejte. To je res za odrasle, kot so se že pogovarjali, jaz ne vem, kako to drugače razložiti, ampak upam, da je vsaj koga malo zanimalo. Zdaj, ko ste to ne slišali, jaz sem valjda na Twitterju in posod drugje afnan.zet, tako da mi lahko tam težite. Sem pa naredil tudi Facebook skupino, zdaj na Facebooku, tako da če najdete aparatus.si, na Facebooku je tam tudi zdaj grupa, kjer bomo počeli stvari, upam. To je več ali manj to. Še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate tole, res ful hvala. Če tega niste naredili, pejte na aparatus.si/podpri, ker s tem omogočite, da jaz tole še naprej počnem. Tako da to je to. Hvala, ki ste poslušali. Do naslednjič. Čau.